Spoštovani, začenjamo slovesnost ob 70-letnici obstoja Zveze borcev Narodno-osvobodilnega boja Slovenije. Pripravili so jo Zveza združenj borcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja Slovenije, Mestna organizacija Združenja borcev Ljubljana in Mestna občina Ljubljana. Tovarišice in tovariši, z veseljem pozdravljamo veterane, borce, udeležence Narodno-osvobodilnega boja, žrtve vojnega nasilja in spoštovane goste, predsednika Republike Boruta Pahorja, prvega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana, in predstavnike države, ministrico za obrambo Andrejo Katič, ministrico za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak, evropske poslance in poslance Državnega zbora, veleposlanika Ruske federacije, namestnika veleposlanice Republike Avstrije, predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij, Zveze koroških partizanov iz Avstrije, Združenje vojaških invalidov Trst, Zveze vojnih veteranov Rusije, Zveze društev General Majster, Društva Tiger Primorske, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze slovenskih častnikov, Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Zveze društev in klubov Moris, Zveze društev civilnih invalidov vojen Slovenije in Društva Zeleni prstan. Pozdravimo prihod praporščakov Zveze združenj borcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja Slovenije in koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije. Poveljuje Dominik Grmek, glavni praporščak Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Praporščaki, mirno, pohodnim korakom naprej. Right.
Naprej gremo še. Naprej. Čelo, stoj! Za ravnanje pokri! Poravnaj se! Poravnaj se! Vsaki mirno, častni, pozdrav! No, na mestu odmor. Ivan Cankar je leta 1918 v svojem predavanju z naslovom Očiščenje in pomlajenje med drugim zapisal: Nikdar se še ni naš slovenski narod tako visoko, tako sijajno razmahnil. Dokazal je vsemu svetu, da je zrel za svobodo, zrel za lasten svoj dom. Tega naroda, ki ga ljubim, nisem poznal. Ne poznal odporne moči njegove, ne politične zrelosti njegove, ne njegove samozavesti. Tako so nas tujci in potujčenci delali majhne in slabe, da smo nazadnje že sami verovali v to svojo neznatnost in nemoč. Izkazalo pa se je, da nas ta silni vihar ni potisnil k tlom, temveč da nam je oprav duše in srca, nas pomladil, nas vzdignil k višku. Iz ponižanja, iz hlapčevstva, iz sramote in bede se bo vzdignil naš narod v novo, svetlo življenje, očiščen in pomlajen, vreden član v družini narodov, očiščenih in pomlajenih. K nagovoru vabim župana Mestne občine Ljubljana, Zorana Jankovića.
Dober dan želim tu na Kongresnem trgu, spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovane borke in borci, spoštovane partizanke, partizani, veteranke, veterani. Naj namenim posebej pozdrav našim cenjenim gostom, predsedniku Republike Borutu Pahorju, dobrodošel, prvemu predsedniku tovarišu Milanu Kučanu, ki se je hotel skriti v zadnjo vrsto, dobrodošel. Ambasadorju prijateljske Rusije, dr. Zavgajev, dobrodošel. In vsi prijatelji današnjega praznika. Poseben pozdrav gre predsedniku Zveze borcev, tovarišu Titu Turnšku. Dobrodošel. Naj si vzamem tudi pravico, da pozdravim predsednico Zveze borcev Ljubljane, Julko Žibert, ki je obenem tudi moja šefica v mestnem svetu, in pa prav prisrčen poseben pozdrav častnemu predsedniku Zveze borcev, ki nas doma gleda, tovarišu Janezu Stanovniku, na mnoga leta. Ljubljana, mesto heroj, danes ponosno slavi 70. obletnico. Željo, da v takem razpoloženju in v takem zdravju dočaka Zveza borcev tudi 100. obletnico. Željo, da čim več vaših vrednot, ki ste nam jih dali nekaterim, prenese tudi na naše najmlajše generacije. Humanitarnost, solidarnost, pogum, borba za svojo deželo. Hvala vam za vse, kaj ste naredili za našo Slovenijo. In še tista moja na koncu pred govorom, ki jo bo imel Tit Turnšek. V Ljubljani bomo še dolgo nosili rdečo zvezdo in peli Hej brigade. Kajti za nas to pomeni osvoboditev, 9. maj 1945, ponos in veselje celotnega glavnega mesta, ko so prišli partizani in partizanke v Ljubljano. Hvala praporščakom za ponosno nošenje teh zastav, ki slavijo našo svetlo zgodovino. Ne govorim in ne bom govoril o spravi, mi to živimo, ampak obenem pa zelo jasno povemo, nihče nima pravice, da spreminja svetlo zgodovino slovenskega naroda. Ta je ena sama. In borili ste se na strani tistih, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, fašizem in nacizem. In zato vam hvala. In kot veste, dokler bo to vodstvo mestne občine v Ljubljani, ne bo domobranskih spomenikov. Hvala za današnji dan. In sem tudi prepričan, da bomo v teku proslave skupaj zapeli neurodno himno Ljubljane, Hej brigade. Hvala lepa. Zveza združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije v letu, ko praznuje 70. obletnico ustanovitve, podeljuje jubilejno priznanje za ohranjanje in varovanje vrednot narodno-osvobodilnega boja županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću. Priznanje bo izročil predsednik Tit Turnšek. To priznanje je malenkost napram vsemu temu, kar si ti naredil. In velika zahvala je za vse, kar delaš za nas in za naše vrednote. Hvala ti še enkrat.
Hvala za izjemno priznanje, veliko me pomeni in to bo stalo zraven dveh priznanj, ki so mi v srcu. Imam priznanje predsednika Putina in pa mojega prijatelja župana Dunaja, gospoda Hojpla. Tole bo tretje v tej vrsti. Lepa hvala, srečno. Jutri gremo na pad, Karel Destovnik Kajuh, Jesenska. Še pomnite, tovariši? Še pomnite, tovariši, kako bilo je sleherno jesen? Kako smo verovali v tistih dneh? Spomladi se vzdramilo bo v ljudeh. Tako smo vselej hrepeneli. Brez hrepenenja ne bi doživeli jeseni, ki prihaja zdaj. Jeseni, ki ni naša in vendar naša bolj kot vse do zdaj. Od vse povsod, z gora, z gozdov, z porušenih domov in iz grobov kriči: zaupajte, tovariši, verujte. V jeseni tej ni hrepenenje kalna voda, kot divji, hrzajoči konj. Prihaja k nam svoboda. Nati
Sej bi vsi lahko peli, ne? V čast mi je, da povem še pesem iz zbirke Previharimo viharje Mateja Bora. Vso noč nam ogenj pevje pod zemljo, ki vanjo ste se danes sami zakopali. Vi, seme naroda, da jutri poženo iz vas dehteča žita. Ko nas skozi svoja sita sejal bo čas, budite zrno za nove setve. Zamrl je glas, zamrle kletve so na dnu srca. A tu, nekje na dnu, počivajo ko eksploziv v nabitih puškah, ki leže kraj vas. Sai veš,
Slavnostni govornik je predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije Tit Turnšek. Spoštovani gosti, tovarišice in tovariši. Ko je bila stiska najhujša, je Slovenija stopila skupaj, izločila odpadnike in zmagala. Bojevala se je za življenje, svobodo in pravičnost. Spopadala se je z okupatorji, povezala se je z zavezniki, ustanovila osvobodilno fronto, svojo državo v okupirani deželi. Vsa Slovenija je v osvobodilnem boju dihala s vrednotami, ki jih še kako potrebujemo tudi danes. In zato smo se zbrali, ko proslavljamo 70-letnico Zveze borcev. Skupaj se spominjamo časa, ko se je Slovenija uprla fašizmu in nacizmu. Upor je bil spontan. OF je združila vse svobodoljubne ljudi Slovenije, bila je humana in je gledala v prihodnost. Partizansko zdravstvo, šolstvo, kultura. Vse je živelo skrito pred okupatorjem in njihovimi domačimi sodelavci. Nič ni bilo nemogoče. V hudih razmerah so reševali ranjence in tudi zavezniške letalce, ki še danes izražajo svojo hvaležnost. Osvobodilna fronta je postavila v temeljnih točkah zelo jasen program bodoče slovenske države. Sredi vojne vihre leta 1942 je išla pesniška zbirka Mateja Bora, Previharjemo viharje. Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte za Gorenjsko je izdal leta 1944 ob 100. obletnici Franceta Prešerna njegovo zdravico. Ustanavljale so se kulturne skupine, ustanovili smo gledališče. Nikjer v Evropi, nobenem odporniškem gibanju ni bilo nič podobnega. In naš boj za svobodo pred davnimi leti ne bo nikoli pozabljen. To smo dolžni vsem borcem, ki so dali življenje za našo bodočnost. Zveza borcev za narodno-osvobodilne vojne Slovenije, zdaj Zveza borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe, je bila ustanovljena 4. julija 1948. Predtem je bila 1. oktobra 1947 na pobudo maršala Tita v Beogradu ustanovljena Zveza borcev narodno-osvobodilne vojne Jugoslavije. Povezala je borke in borce ter aktiviste Osvobodilne fronte v družbeno-politično organizacijo za obnovo porušene domovine in predvsem za obrambo in zaščito naše države. Leta 1948 je bila domovina znova resno ogrožena. Jugoslovanski komunisti so se uprli diktatu Informbiroja, uprli so se totalitarizmu. Branili smo svojo pravico, da sami odločamo o svoji usodi. Znašli smo se osamljeni med dvema blokoma. Grozila je nevarnost nove vojne. Na Zahodu so bili nekdanji zavezniki sovražni do socializma. Od so k nam prihajale bande pobeglih izdajalcev in morile. Takrat je partija ponovno zbrala borce. Obrambni izdatki so pobrali četrtino že tako skromnega nacionalnega dohodka. Borili smo se z lakoto in garali za obnovo porušene domovine. Se spomnite, udarniško delo, mladinske delovne brigade. V začetku 50. let smo krenili po poti samoupravljanja in neposredne demokracije. Bilo je obdobje intenzivnega družbenega razvoja in Zveza borcev je delovala v tem času zelo aktivno. Slovenija je postala srednje razvita industrijska država in ne pozabimo, bila je socialna država. Prišlo je leto 1968, družbeni nemiri v Češko-Slovaški in na Madžarskem. Sovjetska armada je vkorakala v Prago. Na naših mejah so se ponovno pojavili tanki. Grožnja suverenosti naše domovine je zopet postala zelo konkretna. Spremenil se je koncept obrambe države. Avgusta 1968 je slovenski politični vrh v Vili Podrožnik sprejel sklep. V primeru kakršnekoli agresije se bo Slovenija branila. Oprli smo se na izkušnje iz narodno-osvobodilne borbe.
20. novembra 1968 je bila ustanovljena teritorijalna obramba. Dobili smo slovensko milico in slovensko varnostno službo. Sprejeli smo koncept splošnega ljudskega odpora. Zveza borcev je imela pri tem skoraj odločilno vlogo. Nekdanji borci, častniki, generali, narodni heroji so aktivno sodelovali pri nastajanju in rasti teritorijalne obrambe. Zveza borcev jo je sprejela kot obliko obnove slovenske vojske iz časov narodno-osvobodilne borbe. General Ivan Dolničar je dejal: slovenska teritorijalna obramba je bila vedno prva, najboljša in dobro vodena. Jugoslavija in Sovjetska zveza sta kmalu zatem uredili svoje odnose. Naši narodi pa nikoli niso bili v resnici sprti. To prijateljstvo se je skovalo in ponovno potrdilo v drugi svetovni vojni. Skupaj smo se borili z ramo ob rami in umirali. Borili smo se proti fašizmu in nacizmu. Prijateljstvo, ki se je skovalo med našima narodoma, tudi v prihodnosti ne bo mogel nihče porušiti. Slovenija je pripravljena pričakala prelomna leta 88, 89, 90, 91. Skupne federacije so se polaščali razni nacionalizmi. Ogrožena je bila ustava, ogrožena je bila slovenska država. Tedanji politični vrh na čelu z Milanom Kučanom je spoznal nevarnost, ki nam je grozila. Politiki in državniki so videli v bodočnost. Zveza komunistov je zapustila kongres v Beogradu. Slovenski narod se je na plebiscitu odločil, da uporabi v ustavi SFRJ zapisano pravico in izstopi iz federacije, ki so jo potem kmalu v celoti zapustili tudi drugi. Zveza borcev je aktivno podprla plebiscit. Konfrontacija z jugoslovansko ljudsko armado je bila neizbežna. Zaradi izredne pripravljenosti milice, teritorijalne obrambe in ob enotni podpori celotnega slovenskega naroda in spretnosti slovenske politike se je konfrontacija z jugoslovansko ljudsko armado hitro končala z relativno majhnimi žrtvami. Na Brionih je takratni predsednik Milan Kučan podpisal sporazum o umiku jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Slovenska država je dobila suverenost in Sloveniji se je odprla nova pot. In kje smo danes? Skozi široko odprta vrata vdira neoliberalizem, ki mu najbolj ustreza fašistoidna vladavina. Dobiček je pomembnejši od ljudi, od družbenih odnosov, od narave. Torej manj za šolstvo, zdravstvo, kulturo in pomoč revnim. Država naj se umakne, razproda skupno lastnino. Bogastvo se kopiči v rokah nekaj ljudi. Globalno neoliberalizem služi predvsem svetovnim korporacijam, ki si prilaščajo naravne vire, v prvi vrsti naftna bogatstva, vodna pride v kratkem na vrsto, to ne pozabite. Tudi pridelava hrane ne bi postala monopol svetovnih korporacij. Neoliberalni koncept je v svojem bistvu primitivni darvinizem. Vsiljuje miselnost skrajnega egoizma, ki se skriva pod masko konkurenčnosti in tekmovalnosti. Vsak zase, vsi proti vsem. Ljudje naj sami odgovarjajo za svoje zdravje, izobraževanje in socialno varnost, ter zanje tudi plačajo. Če jim spodleti, so nesposobni. Če kdo ne zmore skrbeti zase in za svoje otroke, je strm, bolan, reven, brez dela, si je pa sam kriv. Pa naj mu pomagajo humanitarne organizacije. To je vodilo neoliberalizma, ki potrebuje politično oblastno oporo novega fašizma. V Evropi smo soočani z različnimi oblikami novega fašizma. Danes ne gre samo za antisemitizem in rasizem, poveličevanje rase, ki ima pravico in dolžnost vladati svetu. Sovraštvo se širi na manjšine, islamsko vero, vojne begunce, migrante, drugače spolno orientirane, proti mednarodnim oblikam solidarnosti, proti vsem drugače mislečim. Brezperspektivnost mladih ljudi, revščina, prekarstvo in strah pred drugačnimi so dobro pognojena niva, na kateri raste novi fašizem. Od Baltika do Sredozemlja se širijo nove oblike fašizma. V nekaterih državah Evrope, kot na primer na Madžarskem, se postopoma ukinjajo demokratične svoboščine.
Fašistoidne stranke na periferiji, tudi v Sloveniji, si ustanavljajo paravojaške skupine. Tukaj lahko potegnemo paralelo z zgodovinskim fašizmom in nacizmom. Mussolini je imel svoje črnosrajčnike, Hitler si je omislil svoje rjavosrajčnike, v Sloveniji bi nekdo rad imel nacionalno gardo. Tudi zato bi nekateri radi prikazali slovensko vojsko kot slabo opremljeno in slabo izvežbano, da lahko opravičijo ustanavljanje nacionalne garde. Ob prvem postroju manevrske strukture v Kočevski reki je pokojni doktor France Bučar ugotavljal, spodnaša se avtoriteta države, avtoriteta sodišča, ustanavljajo se strankarska vojska. Žalibog, ampak natančno tako se je začelo v nacistični Nemčiji. To je osnovni problem, s katerim se soočamo danes. Danes se vse pogosteje žali boj slovenskega naroda za svoj obstoj, za pravičnejšo družbo. Nekateri skrajneži celo zanikajo naš prispevek k zavezniški koaliciji. Izenačujejo se borci za svobodo naroda z odpadniki, z izdajalci in kolaboranti. Vse to nas odmika od strpnega pogovora o preteklosti in sedanjosti. Širita se nestrpnost in sovraštvo do vseh drugače mislečih. Nestrpnost prihaja iz neolikanih besed v sovražni govor v nasilna dejanja. Na spletnih omrežjih se pojavljajo celo pozivi k umorom in pobojam. Policija se obotavlja, politična javnost se slabo odziva. Zaupanje v politične in cerkvene elite hitro bledi, prav tako upanje, da bo Slovenija res socialna država. Zaupanja so si v Sloveniji prislužili le gasilci, policija in Slovenska vojska. Evropa je na razpotju. Na eni strani vedno močnejši desni ekstremizmi, na drugi strani zbirokratizirana Evropska komisija, ki predvsem manjšim državam vsiljuje tudi zelo absurdne diktate in pušča vnemar evropsko pravo zaradi političnih interesov in računic nekaterih strank in politikov. Prihaja čas, tovariši in tovarišice, ko bomo morali evropski narodi povedati, kakšno Evropsko unijo hočemo, potrebujemo in želimo imeti. Takšne kot je ta, pa prav gotovo ne. Evropa in ne Slovenija se sooča s pojavi, ki vodijo v postopno ukinjanje demokracije in vedno večjo revščino. Tehnološkim revolucijam so vedno neizogibno sledile družbene spremembe. Zato se bojujemo za več demokracije, za več družbene pravičnosti, za delavsko participacijo pri soupravljanju in kontroli podjetij, za vse oblike zadružništva, za več veljave vrednotam, ki so Slovenijo vodile proti svobodi v boljše življenje. Na vrsti so nove generacije. Imajo globoke korenine v svojih zmagovitih prednikih in njihovih vrednotah. Pred njimi so novi izzivi, naj jih spremlja sreča. Pozdravimo odhod praporščakov. Praporščaki, mirno. Poravnaj se. Pohodnim korakom naprej.
razceljene rane otroci, ki so se rodili v ljubezni, takoj po vojni, še niso shodili. Vasi požgane med vojno še nismo obnovili. Že nam je pa grozila nova grozna vojna. Spopad za takrat najmočnejšo sovjetsko armado in za Stalinom. Stalin nas je obsodil, ker nismo bili poslušni sovjetski komunistični politiki, ki se je odražala v informbiroju. Uprli smo se na tradicijah narodno-osvobodilne borbe, osvobodilne fronte in borce so ponovno poklicali v prve vrste organiziranega odpora proti stalinizmu. Praznik borcev je praznik praznovanja, spomina na nje. Je pa tudi dan razmisleka. Fašizem in nacizem sta bili neizmerni sili, ki sta povzročili neizmerno trpljenje človeštvu v drugi svetovni vojni. Evropa je bila zasužnjena. Slovenija, ki je bila majhna, nepomembna deželica, ker ni bila lastna država, se je temu nasilju uprla, čeprav so bili zgledi za uspeh tega upora pravzaprav takrat minimalni. Ni imela orožja, ni imela svoje vojske. Ampak narod se je pozivu osvobodilne fronte odzval. In program je bil tisti, ki je narod privlačeval. To je bila svoboda domovine, borba za pravičnejšo družbeno socialno ureditev in pa kulturna prenova naroda. Mislim, da ob 70-letnici obstoja naše organizacije, borčevske organizacije, je čas, da tudi damo neko oceno tega obdobja. In mislim, da tej organizaciji za to obdobje, 70-letno obdobje, lahko damo pozitivno oceno, katera ni bila samo sama sebi namen, temveč društvu namen, kajti ona je prenašala vse tiste vrline, vse tiste dobrote, vse tiste vrednote, katere so bile v drugi svetovni vojni preizkušene, katere so bile koriščene in ustanovljene, jih je potem predlagala. Veteranska organizacija je pomembna zato, ker ne samo, da obuja zgodovino na najslavnejše obdobje naše zgodovine, ampak tudi opozarja na vrednote, ki so tedaj veljale in ki so, lahko rečem, po čudežu pripeljale ta majhen narod, brez armade, brez orožja, ki se je pravzaprav uprl nacizmu in fašizmu v Evropi, ki je klonila pred njim in bila deležna hudega terorja, da je ta narodič se tako postavil po robu tej ogromni sili, kot je bil nacizem in fašizem. Zato mislim, da moramo gojiti te vrednote, da ne smemo dopustiti, da bi zapadel spomin na vse to, kar se je godilo pred svojimi več kot 70 leti. Življenjska zgodba moje babice Amalije Urang in kratko življenje njene hčerke in moje tete Danice po zapisu Gabriela Gregona. Rad sem jo poslušal, zanimala me je njena zgodba, toda marsikaj razumem šele danes. Prav zato mi je srčna zadeva, da objavim to njeno zgodbo, pravi moj brat Gabriel. Začelo se je 14. aprila 1942,
ko je 9 članov Kauchove družine nastopilo pot v pregnanstvo. Bilo je to na torek po mali veliki noči. Na Kauchovo domačijo je prišla cela trupa policajev. Zbrali so družinske člane, jih spravili na tovornjake in odpeljali proti žrelcu blizu Celovca. Moja babica je bila tedaj stara komaj 17 let. Nobenega vaščana ni bilo k nam, ko so nas odpeljali. Večina jih je žalovala, drugi pa so bili tisti, ki so že prej dobro vedeli, da nas bodo izselili. Tisti, ki so bili zaverovani v Hitlerja in zaslepljeni od obljubljene zmage nacizma, se je spominjala moja babica. V žrelcu pa so nas tlačili v lesene barake, kjer je bilo na tleh nastlano nekaj slame za ležišča. 2 dni so tovornjaki vozili skupaj družine iz raznih občin. Postaviti smo se morali v vrsto. Vsakih par metrov na obeh straneh so nas spremljali policisti z napetimi puškami ter nas gnali kot najhujše hudodelce na železniško postajo Rudolfsbahnhof. Tam so nas tlačili v vagone, vlak pa se je ustavil v kraju Wassertrüdingen, blizu Nürnberga v Nemčiji. Stlačili so nas v lesene barake, spali smo po 2 in 2 v eni majhni posteli. Da je bila moja babica prav v tem času noseča, sem izvedel šele po njeni smrti od svojega očeta. Nikoli ni govorila o tem. Grenko žalost je vse svoje dolgo življenje imela globoko zaklenjeno v svojem srcu. Moja babica je rodila v taborišču Hesselberg nezakonsko hčer, dala ji je ime Danica. Kmalu po porodu je babica morala na trdo delo in hrane ni bilo dosti kaj. Dojenčka je mogla dojiti samo po noči. Oktobra istega leta je Danica zbolela in babica je prosila bolniško sestro za zdravila. Res ji je dala neka zdravila, a drugo jutro je deklica umrla. Bilo je to 25. oktobra 1942. Nažalost, po vojnem času babica nikoli ni imela možnosti, da bi njen grob oskrbovala. Zgodba me je tako pretresla, da se čutim dolžnega napisati te vrstice. Namesto rož na grob moje tete Danice. V iskanju odgovora, kdo sem in komu pripadam, sem raziskovalni nalogi pisala o svojem pradedu. S soavtorico sva analizirali njegova dela Živi zid, Celjski stari pisker, Frankolovski zločin, Ukradeni otroci, Od vstaja do zmage in poslovilna pisma žrtev za svobodo. Večina njegovih del opozarja na grozote 2. svetovne vojne, ki jih je kot zaveden Slovenec, borec narodno-osvobodilnega boja videl in doživel. V vseh njegovih delih je čutiti, kako je v borcih tlelo hrepenenje po svobodi. Tako je zapisal v delu Živi zid. Planine so se nam zdele prijazne, bile so naše velike zavetnice. Planine so čuvale svoje ljudi. Na njih je sijala svoboda za svobodne ljudi. V knjigi Ukradeni otroci opisuje usode otrok, ki so jih nasilno ločili od mater in jih deportirali v posebna taborišča za otroke. Sedanje generacije o tem genocidu vse premalo vedo. Zato ta knjiga ni napisana samo v spomin ukradenim otrokom, ampak tudi njihovim otrokom in vnukom, da bodo zvedeli, kaj so morali prestajati njihovi starši, dedki in babice samo zato, ker so bili Slovenci, je zapisal Trčak. Ponosna sem, da so bili kar 3 moji pradedja in moj dedek borci narodno-osvobodilnega boja. Tisoči so padli, da bodo lahko milijoni svobodno živeli. Matej Bor, bobnajo kolesa. Slovenskim otrokom, ki so jim morilci Velikega rajha strgali materam iz rok in jih pomorili v deportacijskih vagonih. Bobnajo kolesa v temo.
V vagonu kup otrok, 100 rok, tesno sklepa se v mrtvi krog. Ko vas požruje črni vagon, zamrl v grlih je jok. Vlak je drvel kot čilakon, posunki od njenih ostrok. V kotu vise izvreč v temo noge gole, samotne. Jokaš? Ne, samo očke so mi nekam potne. Kdo ve, kam je zatonil dom, polja in veter in mati, da bi mogli z loškim psom kot v travi ko včasih spati. Sredi leh si gadil do neba, sanski grad iz blata. Zdaj nad njim krožita sama, dež in krokar je ujata. Grapi nekje je klopotal mlinček v nemem večeru. Ure in ure tam si stal sam, bos v čistem viru. Z brega utrgal se je strt, mrtev ob hudi uri, ko je potrkalo ko smrt, tudi pri vas na duri. Kdo je pogoltnil še topli kruh, ki je ostal na polici? Ko so iz belih sanj in rjuh pregnali vas tuji klici. Kdo bo zdaj njive doma oral, ko odgnali so ata? Kdo bo šeki v hlevu poslal, saj ubili so brata? Kam? Le kam je odjokala v noč mama s črnimi svati, da bi jim mogli kakor nekoč glavo v naročje dati? Bobnajo, kolesa v temo. V vagonu kup otrok, 100 rok, tesno, sklepa se v mrtvi krog. V svojih nekaj rosnih letih videl sem preveč resnic. Iskal sem v svetu v veri, kaj je res in kdo hudič. Hotel sem samo ljubezni, kot vsak sem hotel mir. Hotel, da bi bili bolj trezni, z več srca in videl, da bratstvo in enotnost, duše domovina, srčna belina, kjer vsak ima tovariša. Tovariš pozabljen, gospod na oblast, kje so milijoni, narod v krast. Se spomnite časov, ko mladi so z roko v roki na jurišu brigadi gradili za čast. In za mene, gradili za tebe, gradili za nas, gradili za svet, gradili prihodnost, gradili in peli. Lepo je naši dom, ni biti mlad, kjer hrabri so ljudje in rod je zdrav, krepak. V svet poznan po junaštvu, mladini cvete zdaj pomlad. Lepo je v naši domovini biti mlad, kjer bratstvo in enotnost, duše domovina, srčna belina, kjer vsak ima tovariša. Bratstvo in enotnost, duše domovina, srčna belina, kjer vsak ima tovariša. Hej, 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 kam zdaj? Milijoni delajo gospode in njihov narod v oprode. Ej, ej, kam zdaj? Par let kasnej. Bratstvo in enotnost, v 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 bratstvo in enotnost, ker bratstvo in enotnost, duše domovina, srčna belina, kjer vsak ima tovariša. Bratstvo in enotnost, duše domovina, srčna belina, kjer vsak ima tovariša. Vsak ima tovariša, vsak ima tovariša.
Danes je fašizem spet na pohodu. V Evropi, tudi pri nas ga slutimo in zlasti pri bližnjih sosedih. Pozivam kot ženska ženske, da ne pozabimo na naše predhodnice, ki so bile pripravljene žrtvovati življenje v boju proti fašizmu, da se tudi mi postavimo po robu temu zlu za človeštvo. Predvsem je pa naloga mam, babic, da vzgajajo svoje otroke in vnuke za demokracijo, za ohranjanje človekovih pravic in predvsem za domoljubje in vrednote, za katere so naši predniki padali. In to je vzgajanje otroka in nekako dopovedovanje mu, kako je situacija, kako izgleda realna situacija, napravi potem človeka. In ta človek, ki je to dobi eno osnovo, potem sam, pustiti mu sam, da se opredeli, da se vzgoji, oplemenjuje in tako dalje. Tako jaz na to gledam. Mislim pa, mogoče se varam, ker strahopetci so bili povsod in bodo še povsod. Sam mislim, če bi do čega prišla, da bi mladina naša od prilike ravnala tako, kot smo mi. Čilski pesnik Raul Zurita, pesem za njegovo izginulo ljubezen. Pela sem, pela v ljubezni. Z oblitim obrazom sem pela v ljubezni in fantje so se mi le nasmihali. Še glasneje sem pela, s strastjo, polno sanj in solza. Pela sem pesem o starih betonskih barakah. V njih so bile druga vrh druge nakopičene desetine niš. Vsaki od njih je po ena dežela. Mrtve so, kot otroci. Prav vse počivajo tu. Črne, afriške in južnoameriške dežele. Tem deželam sem z ljubeznijo pela v bolečini. Tisočero križev je do roba napolnilo polje. Ljubila sem ga z vsem svojim bitjem, tako sem pela. Pela sem ljubezen.
Zaradi hudih muk, udarcev smo razpadli na kose. Lahko sem te slišala, a luč je pojemala. Iskala sem te med ruševinami, govorila sem ti, tvoji ostanki so zrli vame in objela sem te. Vsega je bilo konec. Ničesar več ni. A tudi zdaj, ko sem mrtva, te ljubim in ljubiva drug drugega, če tudi tega nihče ne razume. Na nas so odvrgli kamne in apno. Za trenutek sem se zbala, da te bodo poškodovali. Oh, ljubi moj, ko sem zaslišala trušč, sem se še tesneje privila k tebi. Nekaj se je zgodilo. Gotovo se je nekaj zgodilo. Začutila sem, da te kamni mečkajo. Mislila sem, da boš kričal, pa nisi. Ljubezen so vse stvari, ki minevajo. A najina mrtva ljubezen ne mine. Oh, ljubi moj, zlomljena sva padla in med padcem sem jokala in te iskala. Udarec za udarcem. A zadnji sploh niso bili več potrebni. S težavo sva se prebijala med padlimi trupli, da bi ostala skupaj, da bi ostala drug ob drugem. Niti samota ni strašna. Nič se ni zgodilo in moje sanje vstajajo in se spuščajo kot vedno. Tako kot dnevi, tako kot noč. Vsa moja ljubezen je tu in tu bo ostala. Pričvrščena na skale, na morje in na gore. Pričvrščena na skale, na morje in na gore. In na gore. In na gore. Če si na svoji strani vino, dviga drugačne pesmi. Na svoji strani za naju ni županov niti Maja, za naju ni zlatarjev niti Rima, za naju ni grobarjev niti ob svoji plimi svoja črna krila, ogrni preko mojih sivih las. Ostani tam, kjer si, na svoji strani nagajilega nasmeha. Ostani tam, kjer si, na svoji strani nagajilega nasmeha. Druga, čisto drugačna jesen, na svoji strani druga, čisto drugačna jesen, na svoji strani. Za naju ni županov niti Maja, za naju ni zlatarjev niti Rima, za naju ni grobarjev niti Oka. Ob svoji plimi svoja črna krila, ogrni preko mojih sivih las. Ostani tam, kjer si, na svoji
strani nagajivega nasmeha. Ostani tam, kjer si, na svoji strani nagajivega nasmeha. Ostani tam, kjer si, na svoji strani nagajivega nasmeha. Ostani tam, kjer si, na svoji strani nagajivega nasmeha. Oton Župančič, izjava. Dokler pravica ob tla teptana, resnica brez sramu zasramovana, dokler laž verolomstvo je v časteh, dokler svobodo ljubiti je greh, dokler visoki netijo razdor, svetniki pridigajo bratomor, ljubezen kot desetnica brez doma od urad do urad za črno skorjo Roma. Dokler nasilstvo in izdajstvo vlada, ponos, moštvo kot piška v sad odpada. Odslej temnico smradno sem zaprt. In od življenja ni mi hujša smrt. Pravica, resnica, svoboda, ljubezen. Kjer so roke, kjer so srca? Sredi puškin, bajonetov, sredi mrkih straž, se pomika naša četa, hercegovski kras. Čuje se odmev korakom po kamenju hercegovske. Čuje se odmev korakom po kamenju hercegovske.
zdaj si domovina in pregnani smo, kot da krivi smo zločina, ker te ljubimo. Čuje se odmev korakov po kamenju hercegovske. Čuje se odmev korakov po kamenju hercegovske. Razpogledstvo in trpljenje skozi ječe mrak. Prišlo novo bo življenje, čujte mu korak. Čuje se odmev korakov po kamenju hercegovske. Se odmev korakov po kamenju hercegovske. Komu napred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet? Bog našo nam deželo! Bog živi naš slovenski svet! Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere! Sovražnike z oblakov, rodu naj našega trešči grom! Prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom! Naj zdrobenih protesti spone, ki jih še teže! Edinost, sreča, sprava. Edinost, sreča, sprava. Edinost, sreča, sprava. K nam nazaj se vrnejo. Da otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da oblast in z njo čast, ko prej spet naša last. Bog živa Slovenke! Prelepe žlatne rožice, ni take mladenke, ko naše krvi dekle, naj sinov, zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up. Ljubezi domačije, dobenem nam ne smrti struk, ker zdaj vas, kakor nas, nesrčno brani klical čas. Žive naj vsi narodi, ki hrepenje dočaka dan, da koder sonce hodi, prebiri sveta bo pregnan, da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak.
Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zradili, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj ni, naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Proslava ob 70-letnici obstoja Zveze borcev Narodno-osvobodilnega boja Slovenije je zaključena. Slovesnost smo pripravili Orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor, Moški zbor Kut Rogoznica, Zvezdana Mlakar, Katja Konvalinka, pevski zbor Osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje, Helena Gregoran, Teater 3 DPD Svoboda Ptuj, Mojca Prigal, Primož P. Ram Siter, Lačni Franc, Istok Pipan, Barbara Lapajne Predin, scenarij in režija Branka Bezeljak, predsednik organizacijskega odbora Aljaž Vrhovnik. Smrt fašizmu!